Jaz se sprašujem, kaj ti ljudje kadijo, ne? Mislim, ali pa koga farbajo. No? Kdo si izbere majhno podjetje v Mengšu, da bo ravno ono, from zero to hero, od ničle do junaka v 2-3 letih. Morajo počakati, da slišijo, kaj bo Golob zvedel v Bruslju. Da se pa končno nek nacionalni interes znova Tukaj vrača. tako kot so se tebi zasvetle oči ob tem komentarju, mislim, da se dvema največjima strankama hkrati svetijo ob tem poslu v resnici. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi, desni, sredinski in neopredeljeni. Skratka, prav vsi, ki jih zanima, kaj se dogaja, resno, a ne zategnjeno. V tednu, ko so se zgodila desetletja, slovenski naturščiki dokazujejo, da dlje od pritlehnega politiziranja preteklih banalnosti njihov pogled žal ne seže. Po navodila pa tako in tako hodijo v Bruselj. Ali pa v Beograd bi lahko rekli, glede na to, kako pospešeno se balkanizira slovenska državna politika. In z njo po svoje tudi mediji, čeprav jih je vedno več, nihče zares ne gleda vsem pod prste. Če se čutite nagovorjeni s tem in vas zanima takšen medij, potem ga lahko podprete na www.zanima.me, več o tem pa še proti koncu epizode. No, medtem ko so teden zaznamovali Trumpovo grmenje nad zavezniki in evropski dogovor o vse večjem oboroževanju celine, se zdijo domači vladajoči kar nekoliko izgubljeni, pa si jih poglejmo. Dolge zime zahtevajo več oblačil, pa tudi več sredstev za ogrevanje. Mislim, da se moramo vrniti korak nazaj in se vprašati, ali ima sploh še smisel ostajati v zvezi NATO. Dvomim, da bomo v nekaj letih prišli tako hitro na teh 2%, kaj šele na 3%. So le ideje, želje, pobude, potrebe, razmisleki. Na tem trenutku bi rekel, da počakamo na četrtek. V Levici ne podpiramo tudi članstva v zvezi NATO, ne podpiramo oboroževalske tekme, mi smo zavezani k miru. Niti ne vemo, ne koliko procentov bo, ne kdaj bo potrebno to dati, še manj pa kje bomo jemali. Mi vidimo del rezerve, vsekakor v nevladnih organizacijah. Del rezerve je Katera porabi 400 milijonov evrov? Katere? Del rezerve, drugo so nespametni nakupi. Opozicija opozarja na napake, vi pa nespametno trošite. Skoraj vsak teden ta vlada proizvede neko korupcijo, neke zadeva, ki kamen na kamen palača, tam bomo dobili. Ne rabimo imati socialno šibkim, ne rabimo imati upokojencem. Zdaj, prvo, jaz se sprašujem, kaj je mislil naš obrambni minister, naš politični genialec, ko je te dolge zime, ko pa je vendar ravno začela se pomlad. Ne? Ja, mislim, da v torek ali sredo smo imeli prvič blizu 20 stopinj. Če malo metaforično rečeva, taka politika, pa taki ministri, kot je tudi Sajovic med njimi, so vedno par korakov zadaj. So zadaj za temi bruselskimi ali pa sestanki v Washingtonu, so pa tudi par dni zadaj, kadar gre za menjavanje letnega časa. Ne? Tako da, ja, lepa metafora slovenske politike, res. Zdaj, če priznamo, da je tukaj nekoliko pretirano reči, da bomo vzeli nevladnim organizacijam, tistim nesmiselnim in dali v obrambo, še ne bo dovolj, vendar le ravno 400-500 milijonov mirovni inštituti in podobni ne potrošijo. Ampak tista zadnja, kamen na kamen palača, če seštejemo razne samo afere te vlade za tiste, ki vemo. Mislim, jaz imam idejo, recimo Spirit, ki je kot celota bil na koncu sicer zaradi nekih posameznih podjetij sporen, je že 83 milijonov. Ja, pa če da še Litijsko, recimo 7 milijonov, pa mislim, da so bili računalniki tudi nekaj čez 7, da ne govorimo recimo o kakšnih helikopterjih za 30. Sva že na 120-130 milijonov. Tako da tukaj pa je prostor, pa mislim, govorimo o milijonih, za katere samo zdaj iz glave jih lahko namečemo, ob tem, da sploh nimamo zaresno vpogleda v proračun sam. Poglej, to, kar smo tukaj slišali v uvodu, ministra za obrambo, ki v res napetih, ekstremnih geostrateških okoliščinah reče za recimo zahteve NATO, najprej po 2, pa morda v nadaljevanju po 3, pa 3,5% BDP-ja, da so to samo ideje, želje, predlogi, pobude in tako naprej,
To v bistvu kaže posledice Golobovega načina kadrovanja. Ko v vlado na ta ključna državotvorna ministrstva prihaja neka tretja politična liga, recimo tudi druga, tretja liga bivše pokojne LDS, in jaz bom samo še to rekel na to temo, jaz tej vladi, ker zdaj zadnje 2 dni poslušamo, da ni dilema med socialo pa med oboroževanjem ali pa standardom ljudi, davki in izdatki za jaz tej vladi preprosto ne verjamem, da je sposobna v letu ali pa v pol leta poiskati znotraj proračuna dodatno milijardo, ne da bi dokončno državljane stisnila z davčnimi in drugimi utežmi za vrat. Preprosto tega ne kupam. Če sem čisto iskren, jaz ne verjamem, da so zmožni pametno potrošiti to milijardo, tudi če jo slučajno dobijo. Ampak ne, spet, ko smo niti ne tretji, zdaj smo že pri 5. ligi, spet se je oglasil najbolj hvaležen poslanec Svobode. Tokrat je rekel, da bo čakal na četrtek. Oni so se dobili, pazi, vrh koalicije, pri čemer je Lenart Žavbi kot podpredsednik poslanske skupine Svobode zdaj že na vrhih koalicije, morajo počakati, da slišijo, kaj bo Golob zvedel v Bruslju. Namreč Golob je zelo hitro obrnil ploščo, ko so mu v Bruslju podali mrzo tužbi, lahko rekli. Še prej smo poslušali, kako Slovenija ne bo odstopala od svojega plana, da se počasi po polže prileze do tistih famoznih 2%, ki so bili do zdaj zahtevani v NATO, do leta, pazi, 2030, tak je bil plan, medtem ko se pravi Slovenija je tak plan imela, medtem ko se zdaj NATO že pripravlja na 3 do 3,5% in Slovenija je bila že tako in tako, mislim, da predzadnja po odstotku BDP-ja, celo za Luksemburgom, kakorkoli ironično se to sliši. Po 10-15 letih dela v medijih, novinarji, tudi tisti, ki so malo s krajšim stažem, imamo dostop do nekih virov, do nekih informatorjev, ki neuradno govorijo, da že letos poleti, mislim, da je junija vrh NATO, bo treba prinesti proračun, slovenski proračun, ki že odraža najprej 2% BDP-ja, to, kar smo v bistvu NATO obljubili 2014, pred več kot 10 leti. Mislim, da je na letos naštiman, če bo seveda realizacija taka, kot je načrt, 1,5, za naslednje leto okrog 1,6%. In moramo v bistvu že poleti prinesti za 2026 proračun, ki bo torej teh 430 dodatnih milijard odražal. Kar mene tukaj izrazito moti je, da medtem vrh slovenske politike govori o tem, da ne vejo ne dokdaj, ne koliko, to je čisto sprenevedanje, mislim, da ne želijo tega povedati, medtem recimo v Ljubljani, vodja opozicije govori o točnih številkah, 3%, 3,5 oziroma po domače, da smo zdaj, ne vem, na 1,2, 1,3 milijarde letno, da bo to tam med 2 milijardi in 2,5, praktično podvojitev. Oziroma, Golob se je potem potegnil nazaj, ko je v Bruslu dobil hladen tuš, se je potem prišel pred novinarje, razložil, da zdaj, če ga citiram, seveda bomo morali prej to doseči, če so se še en dan prej v Ljubljani njegovi koalicijski kolegi na vrhu spraševali, kdaj, a so to želje ali domneve, zdaj že jasno, da mora biti prej, ampak, pazi to, naprej, torej, skratka, še februarja Golob tega plana ni imel, ampak potem pa naprej, da najdemo učinkovito pot, kako bomo to porabili za vzpostavitev slovenske evropske industrije in predvsem vlagati v zmogljivosti za dvojno, to je civilno in vojaško rabo. Zdaj, do neke mere to gre, ampak to, ko kupiš ene 2 vojaška helikopterja, ki jih uporabljaš potem še za reševanje planincev v gorah, recimo pa kakšno vojaško bolnišnico, ki jo postaviš. Ja, ampak vsaka bolnica, ki jo v tej državi postaviš, je bolnica z izgubo, to tudi vemo. Ampak ko si enkrat to nekako naučil, potem priješ pa do točke, ko moraš začeti pa kupovati granate, rakete, tanke, tukaj pa vse je res, da so takrat, mislim, da s Patrijo pelali kruh v eno vas gor nad Tržičem, nekaj cesto odnesel, ampak to je pa, mislim, da do zdaj edina zabeležena civilna raba Patrije v zgodovini samostojne Slovenije. Moti me, veš, ker se maskira dvoje. Ampak je tukaj res ta, pač se je treba reči, obrambo rabimo, tukaj, ko se dejansko dela ta dilema, maslo ali topovi, ko pravi Levica, nič topov, potrebujemo maslo. Masla ni, če nimaš topov, zato da bi ga lahko obranil. Samo maslo se ti enostavno, pač ga drugi pridejo iskati s topovi, če ti svojih topov nimaš. Dve stvari se tukaj maskira. Ta dvojna raba je itak slepilni manever, ker tako kot si rekel, do neke mere lahko gradiš infrastrukturo, bolnice in podobno, potem gre seveda za izdatke za orožje. In druga stvar, je tukaj že dneve slovenska javnost govori
o konkretnih številkah, bodi si o 400-500 milijonih dodatnega stroška na leto ali drugi slabši scenarij dodatna milijarda, ne, potem nam pa premier še vedno govori sicer, ja, bo treba malo prej, pa malo več, ne pove številk. Zakaj ne? Jaz v resnici tega ne razumem, ker bo treba prej ali slej z njimi pred slovensko javnost. Druga stvar je pa to, kar si rekel, kako potem to dodatno milijardo, če jo bo treba poiskati, tudi zapraviti. Tukaj imam že na prvem koraku, o prvih stvareh, ki jih te dni lahko opazujemo, močne pomisleke. Poglej, bom kar konkreten. Imaš podjetje iz Mengša, majhno v resnici podjetje iz Mengša, ki je nastalo leta 2016 in imelo do 2022, sem še danes zjutraj gledal bilance, manj kot 1 milijon evrov letnega prometa. Potem v poslovnem letu 2023 imajo 6 milijonov evrov letnega prometa izključno na račun poslov z Morsom, se pravi z obrambnim ministrstvom v sestavi te aktualne vlade. Naslednji posel, ki ga dobijo, ko imajo 6 milijonski promet, je že 45 milijonsko naročilo za kupole na teh rabljenih 12 Patrijah. In potem izvemo še sinoči na Tarči, že kar črno na belem, da načrtujejo to podjetje, Slovenski državni holding in nemški strateški partner, zgraditi v letu 2 iz tega največje oborožitveno podjetje v zgodovini Slovenije. Nisem strokovnjak, postavljam pa logično državljansko vprašanje, kdo si izbere majhno podjetje v Mengšu, da bo ravno ono from zero to hero, od ničle do junaka v 2-3 letih. Ker si izbira politika, se vedno tudi vprašam, kaj ima ta politika ali pa nekdo, ki je na SDH-ju, od tega. Ja, in ta nekdo, ki je na SDH-ju se nedavno zaposlil za področje varnosti, je prej bil v tajnih službah in državni sekretar na ministrstvu za obrambo, ne? In lahko ironično rečemo, morda pa ni tako brez veze njegov vzdevek mehanik. Ja, zdaj bi ga dejansko, če bo imel kaj s tem mešanim orožarskim podjetjem, bi si lahko upravičil vzdevek mehanik Damir. Tako. Ja, zdaj morda tukaj, če prijem nazaj na Goloba, ne, če citiramo, ne, bomo namenjali za obrambo, ne, za vzpostavitev, pazi, ne, tukaj, zato je treba dobro poslušati, kaj pravi Golob, ne, za vzpostavitev slovenske industrije, ne, tako da, skratka, tukaj bomo zdaj vzpostavljali slovensko industrijo. Obrambni minister Sajovic, ne vem, lahko da bom falil številke še enkrat, tukaj sem bolj laik na tem področju, je rekel, da je v obrambnem grozdu slovenskem trenutno okrog 78 podjetij, to je včeraj rekel na Tarči, ne, premier pa govori o vzpostavitvi, kot da zdaj nič ne obstaja. In jaz bi razumel, da iz recimo podjetja, ki je že zdaj neko največje slovensko orožarsko, delaš ta nov konglomerat še z Nemci, da pa narediš iz podjetja, ki par let nazaj ni obstajalo in je dobilo državne posle v izključno enem političnem mandatu, potem to, pa se mi zdi, da zna biti kaj hudo narobe v ozadju. Ja, ampak kaže, da so pa v ozadju vendarle dovolj dogovorjeni, da bi morda tudi prihodnja vlada, če tudi ne bo Golobova oziroma če tudi ne bo leva, vendarle to zadevo ohranila. Ne? Morda se pa končno nek nacionalni interes znova tukaj vrača. Se, tako kot so se tebi zasvetle oči ob tem komentarju, mislim, da se dvema največjima strankama hkrati svetijo ob tem poslu. V resnici. Zdaj, ko smo že pri obrambi, ne, izpostavil bi še eno stvar in sicer izjavo Aste Vrečko že v sredo, ne, na tem koalicijskem vrhu, ne, kjer je zelo jasno, smo proti povečanju izdatkov za nakupe za orožje in itak smo proti oborožitveni vojni in militarizaciji družbe. Ne, pot, ki vodi družbo naprej, je pot miru, pot pogovorov, pot iskanja rešitev za skupno mizo. Ljudje potrebujejo drugo vizijo sveta, družbe in svoje varne prihodnosti. To je Peter, to je nerealno. V NATO, ne, Slovenija ima dolžnost, da pokaže drugače. Mislim, jaz se sprašujem, kaj te ljudje kadijo, ne? Mislim, ali pa koga farbajo. No? To je nerealno, to so neki manifesti, ki v sodobni politiki v takšnih okoliščinah, v katerih se je svet znašel, nimajo več kaj iskati. Veš, mlada generacija na TikToku, ne, pravi temu delulu, ne? Da so to ljudje delulu, kar pomeni v bistvu oddaljeni, odlepljeni od realnosti okoli njih. Mislim, jaz se sprašujem, a je to res ta totalna skreganost z realnostjo, pa bi mogli enostavno morda to Asta Vrečko prodajati Vladimirju Putinu, če ga prepriča, če ona prepriča Vladimirja Putina, da kupi to idejo in se razoroži, potem se tudi jaz takoj da nehamo vlagati. Jaz sem prepričan, da najbolj navdušen nad tem, da ne bi Evropa popolnoma nič naredila na obrambi, bo Putin zagotovo. Se pa sprašujem, a je tle morda vendarle v ozadju večji
plan, ne, v smislu nekega konkreten internacionalni interes po vzpostavitvi kakšnega nekoliko manj demokratičnega socializma, za katerega se zavzemajo naši tovariši. No? Zdaj greva pa že v bistvu na drugo temo, ne? Greva par dni nazaj na te velike sestanke med recimo in velikimi fanti, ne? V Belo hišo. Mislim, da imamo sicer še en posnetek za pogled prej, ne? In sicer soočenje, kjer se še enkrat pokaže ena tale naša slovenska močverje. Ne? Če pride tak diktat, da če bo odločitev, da se na ta diktat pristane, da moramo poskušati kot država čim bolj izigrati ta diktat. Ampak zdaj smo v neki popolnoma novi realnosti, da je za pričakovati, da se bomo na vrhu Zveze NATO v Hagu pogovarjali o novem cilju za obrambne izdatke in verjetno se bo to gibalo od 3%, če ne celo navzgor. In v Sloveniji jaz vem, da je zelo nepopularno in nezaželeno vlagati v tanke, v oklepna vozila. V Sloveniji lahko mirno ta denar vlaga tudi, rečemo, proti zračno obrambo ali pa ščit pred balističnimi raketami, ker čeprav se zdi, da je Rusija daleč od Slovenije, pa z lahkoto pošle kakšno raketo tudi nad Slovenijo. In jaz bi si želel, da preden se alocirajo sredstva, opravimo to razpravo, da vemo, kaj kupujemo, kako kupujemo in ne pozabite, veliko vprašanje bodo kadri. To trenutno Evropo pravzaprav najbolj pesti. Brez NATO ne bi bilo EU, ni to ali, ampak je in ni globljega sodelovanja, kot je med Zvezo NATO in Evropsko unijo. Če smo res iskreni zavezniki in dobri prijatelji, potem seveda se drug do drugega obnašamo drugače, kot se danes obnašajo Združene države Amerike do Evropske unije in vseh držav članic Evropske unije. Zdaj, ko ne vlagamo ustrezno v Evropi, seveda pričakujemo pomoč Američanov in ko Američani to pomoč utegnejo, se pritožujemo, zakaj ne sedimo za mizo skupaj z njimi. In kot je rekel eden izmed Trumpovih svetovalcev, pač, dragi moji, to se morate zaslužiti. Ja, ne. Zdaj, začel bi s Tašner Vatovcem. Ta je pa že tisto, ko je dejansko javno na televiziji rekel, da dajmo mi izigravati naše evropske zaveznike s temi zavezami. Ne, mislim, da jaz bi potegnil eno sporednico z Romunijo ta teden, ne, pa je morda rahlo pretirana, ne, ampak Romunija je ta teden aretirala 6 posameznikov, kjer naj bi pripravljali državni udar, med drugim tudi izstop Romunije iz NATO. Mislim, Romunija aretira take, mi jih imamo v vladi. A si ti predstavljaš, kakšno zabavo v narekovajih imajo ob takih izjavah recimo na ameriškem pa na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani? Ne? Si ne znam predstavljati, kako zgleda v bistvu, ko poročajo v Moskvo ali pa v Washington, kaj se tukaj dogaja v bistvu. In to, mislim, tle se gre slepiti, da to poročajo. Ne? In se pravim, mislim, Romunija aretira take ljudi, mi jih imamo v vladi, ne, pri čemer je pa še ena zelo zanimiva, tle se mi zdi razlika. Ne. Na eni strani imamo Mateja Tonina, ki je kot recimo NSI kot desna. Pa nekdanji obrambni minister. Ne, potem imamo gospoda Benedejčiča, ki je veleposlanik pri NATO, kar pomeni, da je blizu tej stvarem, razume stvari. Pa pragmatično vpet v dogajanje. In je zelo jasno povedal, ne, Evropska unija brez NATO ni. Ne, zelo jasno, kako se stvari gibajo. In na drugi strani imamo dva, bom rekel, prodajalca megle, ne, oziroma dva sanjača. Ne. En je itak pač poklicni, kot Tašner Vatovec iz Levice, ki pač cela politika stranke temelji na tem. Drugi pa presenetljivo, ne, se mi zdi, Vladimir Prebilič, ki kot politik govori čisto druge stvari. On je sicer strokovnjak za obrambo, ne, in tudi v preteklosti, ko je bil zgolj strokovnjak za obrambo, se mi zdi, da je govoril bistveno drugačne stvari kot zdaj, ko je pravzaprav v Evropi pristal v neki stranki zelenih in se zdi nekako bilda to slovensko antimilitantno naivnost za neke vrste lahko morda vstopa. Ja, to se strinjam s tabo. Presenečenje je, da je Vladimir Prebilič kot obramboslovec, kar zadeva področje oboroževanja, izdatkov obrambe, precej bliže pogledom Levice, ne? In tukaj iz teh izjav, ki smo jih videli, kar izvira nek določen NATO skepticizem, tudi to, ne, kako se v bistvu zdaj Washington obnaša do Bruslja in do Slovenije in tako naprej. Se mi zdi, da celo taki nastopi nakazujejo nek možni, ne trdim, da tako bo, ampak možni razvoj pred volitvami in po njih. Se pravi, da Vladimir Prebilič nakazuje, s kom in na kakšen način bi se rad, ne, če bo vstopil v to tekmo, povezal. Sicer bi pa rekel tako, vplivi teh nastopov zdaj okrog te oborožitvene krize na predvolilno tekmo v Sloveniji niso nepomembni. Rekel bi pri Vladimirju Prebiliču še to, na račun svoje izobrazbe, pač je neka avtoriteta na področju obramboslovja, je deležen
zdaj, ko so vojne razmere, pač kar lepe minutaže na teh velikih slovenskih medijih in tisto, kar si že omenil, nekako nastopa, ne, gledalci bolj izvedo, da je obramboslovec oziroma strokovnjak, kot direktno, da je tam nek že kar dolgoletni politik od župana do evropskega poslanca, ki sedi v Bruslju. Pri čemer se zdi, da mu je padla v vodo referendumska kampanja za JEK2, kjer bi verjetno... Ali pa so mu jo vrgli v vodo. Oziroma so mu je sodelovanje med Svobodo in SDS-om to vrglo v vodo, ne, pri čemer je res, ne, on opozarja tudi na kadrovski manko. To pa je poanta, ja. Ampak spet, ne, pazi, v času Mateja Tonina, ne, je vlada naredila bistvene korake naprej in je zdaj recimo danes služenje prostovoljnega vojaškega roka pod novimi pogoji bistveno bolj mamljivo, bistveno bolj zanimivo in tudi bistveno bolj obiskano. Mislim, da se je početverilo samo v enem letu takrat, ko so te stvari spremenili. Bi pa šel še korak naprej, rekel bi, da se nam bo v nekaj letih, morda celo prej, kot si mislimo, vrnilo naborništvo kot ena kar pomembna notranje politična tema. Zakaj? Malo sem pogledal številke. Imaš približno 7000 ljudi v Slovenski vojski, ne, v neki recimo operativni sestavi, pa samo 2 do 2500 vojakov. Zakaj? 2/3 imamo častnikov in počastnikov, ki so v praksi bolj v pisarni kot na terenu. Posledično, ker pač je z nekim stažem treba do teh činov priti, ne, imamo eno najstarejših vojska v sestavi NATO. Mislim, da je povprečna starost nad 40 let, veva pa pač, kdo se dejansko, koga rabiš na bojišču, 25, 30, 32 let stare fante, ne. Zato se zna zgodi, da bo na neki točki dobesedno več te nabavljene tehnike, kot pa mož, ki bi lahko z njo upravljali. Oziroma po drugi strani, ne, kot majhna država, pravzaprav težko računamo na neko resno, recimo to odbojno, ne, in je zato recimo po zgledu Latvije, bistveno bolj strateško, pravzaprav izuriti domače prebivalstvo v obrambno usposobljeno prebivalstvo, da je motivacija za osvojitev, ne, to na istem recimo temelji tudi obramba Švice, ne, da je motivacija nekih velikih sil, da osvajajo ta majhen košček ozemlja, temu primerno manjša, ne, in na ta račun je recimo Švica ohranila to svojo, recimo, da je Nemčija ni imela interesa jo napast, ker pač bi bila cena za to enostavno prevelika. Lej, kar se razmer v svetu tiče, pa nekih implikacij na naše predvolilno leto v Sloveniji, bi rekel, pa samo še to, zdi se mi, ne, že itak imamo anti-Janša refleks desetletje in več, ne, odkar je pač Janez Janša sestavil tisto vlado 2-4-2-8. Zdi se mi, da se bo ves ta, ne, zdaj bo počasi prešla na poteze Trumpa in ostalih velikih igralcev, ves ta antitrampizem se bo kam drugam zrcalil kot v dodaten anti-janšizem. Takšen občutek imam. Ne? Ja, pri čemer tudi Janez Janša zelo veliko dela na tem, pomaga. Podoben Donaldu Trumpu. Ne, zdaj, če gremo naprej, svet, marsikaj se je zgodilo, ne, v tem tednu, že v petek zvečer, kmalu po tistem, ko je šla prejšnja epizoda, smo lahko spremljali triler v Beli hiši, pa poglejmo morda ta vrhunec tega trilerja. Ne. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Ne, to je po približno 50 minutah pogovora v Beli hiši, kjer je Zelenski prišel, da bi podpisal sporazum, pa ni potem dobil zadostnih in zagotovil varnostnih strani ZDA. Ne. Pričemer marsikdo opazi, ne, pravzaprav, da je to neko diplomatski spodrsljaj Zelenskega. Jaz bi pozoril vendarle na nekaj drugega. Se mi zdi, da se predvsem kaže tudi
v veliki meri ta nek negativen del ameriške kulture, ki sta mu, lahko bi temu rekli redneckerstvo, ki sta mu nekoliko podvržena tle in Trump in Vance v smislu ta neka grandioznost, samozadostnost, prepričanost samo vase, res da... Ker ignoranca v bistvu. Ignoranca, res da jih loči ocean od tega problema, ampak vendarle, če se vrnem 20 let nazaj, je pod Bushem so oni izvažali demokracijo še narodom, ki je niso bili pripravljeni sprejeti, oziroma niso bili na njo pripravljeni. Zdaj imamo drugo skrajno, zdaj imamo narod, ki si želi demokracijo, pa ga ogroža avtokratska velika soseda, pa ga niso pripravljeni braniti. Zdaj še eno stvar bi izpostavil. Marsikdo se sprašuje, Zelenski dobiva pomoč od Amerike in se pride grdo obnaša tu ovalno pisarno. Ampak kdo je tisti, ki nateguje? Tukaj že 3 leta se mi zdi, Zahod po svoje nateguje Ukrajino, ker itak, se pravi, v prvi vrsti pomoč, ki jo daje Amerika, se obrne v ameriški vojaški industriji, se pravi, denar dobesedno ostane doma, davki se obračajo, delovna mesta ostanejo v Ameriki, ceno plačujejo pa po domače rečeno Ukrajinci, zdaj še z, bom rekel, svojimi naravnimi viri. Druga stvar, diktirajo dogajanje vojne, prav tako iz Zahoda, če bi bilo po ukrajinsko, bi se vojna končala že leta 2022, bi sklenili dogovor v, mislim, da Carigradu takrat že in bi ostala nekje situacija, kot je bila pred 24. februarjem 2022, ampak ker je Zahod ustrajal, da se Ukrajina bori naprej do velike zmage, in ker je potem Zahod tudi diktiral en kup neumnih potez v sami Ukrajini, smo danes, kjer smo. In je toliko več mrtvih Ukrajincev, toliko več porušenih ukrajinskih mest in toliko več izgubljenega ozemlja. Tako da tukaj se zdi na prvi pogled Zelenski tisti, ki pride fehtati in potem še nehvaležno fehtati v Belo hišo. Po drugi strani je Zelenski pred sabo imel sorazmerno slab deal, dobesedno nobene garancije, pa pol rudnih bogastev, mora dati, se pravi, ta deal po svoje lahko podpiše tudi kakšen teden kasneje, kar se zdaj obeta, mislim, na prihodnjo sredo. Glej, o eni stvari ne sme biti dvoma. Trump in Vance, kot si rekel, sta gostitelja, sta na svojem terenu, se že tako počutita močno po tej zmagi Trumpa, ki je bila suverena. Ona dva bi lahko to situacijo pred ameriškimi mediji, če bi želela bistveno prej in bolj elegantno prekinila. Bilo je obratno, Vance je to celo spodbudil v bistvu ta prepir. Zdi se mi pa vendarle na koncu, da je vsak dobil košček tistega, kar je potreboval. Vance in Trump to grandioznost, malo sta oklafutala Zelenskega, ki je v kampanji neprikrito podpiral Kamalo Harris. Po drugi strani se mi pa zdi, da je Zelenski, preden podpiše prav čisto vse, kar mu bojo dali v nadaljevanju za podpisati, potreboval ta moment in pred svetovno, predvsem pa pred domačo ukrajinsko javnostjo, da nekoliko zarenči in da pokaže, da ni vendarle povsem brez kart, kot je rekel Trump, in stisnen v kot. Poglej, prepričan pa sem, da podpis dogovora o koriščenju teh redkih zemlja, rudnin, ki zdaj bo, tudi Zelenski je povedal, da to ni pod vprašajem, bo v bistvu ta prvi podpis, s katerim se bo hkrati Zelenski odpovedoval zemlji, na kateri je že zdaj večinsko rusko prebivalstvo in ki jo je do neke mere Rusija v tej 3-letni vojni osvojila, ker namreč te rudnine so ironično v večini prisotne prav na teh istih ozemljih. V največji meri v Donetsku. Točno to, tako da mislim, da je to samo prvi korak, preden se itak odreče kar lepemu koščku ozemlja suverene države, drugo pa, da samo še Trumpa na kratko glede Ukrajine pokomentiram. Glej, kaj se je zgodilo v samo nekaj dneh. Najprej so se tukaj skregali pred kamerami, potem je sledila 2 dni, dan, 2 kasneje, pohvala Trumpa, kako je Zelenski kooperativen, ko je poslal tisto pismo, da je pripravljen nastopiti pod močnim Trumpovim vodstvom za mir. Potem po pohvali je Ukrajini oduzel vso vojaško pomoč ZDA. In obveščevalne podatke. Tako, in potem že v naslednjem trenutku prišel še z idejo deportacije 250,000 Ukrajincev iz ZDA. Tako da kaotično, impulzivno in tako naprej. Zdaj, jaz se sprašujem, včasih se mi zdi, kot da se Trump in Vance vedeta kot dva zelo brihtna, ampak nekoliko nedorasla najstnika. Se pravi, zakaj brihtna? V marsičem, ko poslušamo njune govore, je Vance zelo dobro analiziral dogajanje, mislim, in na Münchenski konferenci, in v Parizu, na umetni inteligenci in tako dalje. Izjemno dobro analizira marsikaj. Po drugi strani pa se sprašujem, ali gre tukaj zdaj za neko igro 4-dimenzionalnega šaha, ki ga ne razumem,
ali gre za izčrpavanje nasprotnika s tem, ko tako intenzivno mečajo te stvari, da praktično se nihče zares ne more odzivati, ali gre pa za neko totalno šalabajzerstvo, oziroma še najbolj se mi zdi, da je pravzaprav kombinacija vsega tega. O tem smo precej te dni pisali tudi že na naši spletni strani zanima.me, ki še ni v polnosti zaživeti portal. Tam so res poglobljene dobre analize Roka Freliha in še tudi kogar nagovarja ta mednarodni del politike ob domači, naj pogleda in naj potem morda premisli o podpori projektu. Skratka, tudi to bo v prihodnje na projektu, ampak če nadaljujem zdaj, torej te stvari so se po svoje delo nakazale tudi v govoru Trumpa pred kongresom. Tam je bila kar kulminacija tega. Ki ga lahko tudi en delček pogledamo. America is back. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies, and our country will be woke no longer. Tariffs will go on agricultural product coming into America, and our farmers starting on April 2nd. It may be a little bit of an adjustment period, but we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Poglej, prvo, kar bi pripomnil, je to, kar si rekel. To je še vedno v duhu shodov tega gibanja MAGA. Navijaško, ta retorika, ki podpihuje, potem standing ovation, aplauzi in podobno. Skratka, nič bolj umirjeno, nič bolj spravljivo, nič bolj državniško, čeprav kampanje ni več in je zdaj to predsednik Združenih držav Amerike. Po drugi strani edino, kar pa v bistvu celemu svetu in tudi tej zaspani progresivni politiki, ki jo imamo tudi v Ljubljani, kaže, krepko čez 80 jih ima, 43 dni je bil na položaju, ko je imel tak govor, pokazal je, koliko je v kratkem času možno narediti. Celotna Evropa in svet se ukvarjata samo z reakcijami na njegovo početje, in lahko rečem, da je to tudi eno svojevrstno sporočilo v Ljubljano, da morda 4. leto mandata ni leto za reforme. Po prvih 100 dni. Ko sem jaz poslušal ta govor, sem imel izredno mešane občutke, lahko rečem. Po eni strani je marsikaj, velik del tega, kar je Trump povedal, dejansko smiselno, lahko rečem celo na žalost smiselno, ker to, da moraš posebej poudariti, da je recimo politika dveh spolov zdaj uradna politika ZDA in da je prepovedal nastope torej moških v ženskih športih in tako dalje. Po drugi strani me pa skrbijo par teh bizarnosti in pa kompletno vse skupaj zavito v to Trumpovo bizarno grandioznost. V smislu, mi smo najboljša vlada, odkar smo na oblasti, je najmanj prehodov meje, smo najboljši, vse je naj. Veš, na kaj me to spomne? Vlada dela dobro. Skoraj, ampak res. In kar me po drugi strani, ta še vedno delitev, se pravi, vse, česar se je dotaknil Joe Biden, je zdaj kužno. Tudi vsi uradniki, ki niste z nami, boste odpuščeni. Ta retorika in to odpravljanje vsega, konec koncev tudi Zelenski. Zelenski, zakaj je sodeloval v kampanji? Ker so bili takrat na oblasti demokrati in je mogel sodelovati s komarkoli že, je v Ameriki bil zaradi te pomoči Ukrajini. In tukaj spet je to bolj stvar Amerike kot stvar Ukrajine. In očitati zdaj to Zelenskemu ali pa zaradi tega Zelenskega odpisati kot zaveznika, ker je s prejšnjo administracijo tako sodeloval, se mi zdi pa res dejansko otročje. In ta republikanska stranka, ki je potem te aplauzi, huronski, histerični aplauzi, ne glede na to, ali je bilo stvar, ki je povedal pametna ali pa neumna, se mi zdi, da tle je nekega premisleka nima. Veš kaj, pa par nevarnih iger. Meni se recimo izrazito zdi nevarna igra s temi carinami. Zanimiv mi je bil Marko Jaklič, profesor z ekonomske fakultete na Odmevih, ko je razlagal v tem tednu o tako imenovani pozlačeni dobi Amerike od 1880 do 1900. To seveda danes ne vemo, malo ljudi razmišlja o tem, kaj je bilo recimo tik pred Prvo svetovno vojno, tudi izrazito visoke ameriške carine, takrat uperjene v Veliko Britanijo, in je rekel Jaklič, ta napetost, ta prekinitev posla med ZDA in Evropo se je takrat potem preselila še na kontinent in posredno zakuhala Prvo svetovno vojno, podobno leta 1930, tik pred Drugo svetovno vojno,
in 3 pikice, ne? Potem smo zdaj pred recimo tretjo, o kateri je tudi Trump tam žugal Zelenskemu. Opazil sem en tak živčen odziv kitajske ambasade v Washingtonu, ki je poslala nek tweet, če želi Trump vojno, kakršnokoli ekonomsko ali drugo, smo pripravljeni na njo in borili se bomo do konca. To niso nedolžne stvari. Pa še muhast, kot si omenil, ne? Ker recimo proti Mehiki in Kanadi so pa zdaj že kar za 1 mesec te carine spet zamrznjene. Tako da, ja, muhast ne. In pa ta izolacionizem, ne, ki ga izvaja, se mi zdi, da je pravzaprav za Ameriko bolj škodljiv kot koristen. Ne? Se pravi, mislim, da ja, sej je Amerika je čist prav prišlo, da je bila recimo tudi po svoje kdaj, ampak bistveno bolj je pa bila uspešna in dosegala svoje interese, ravno ko ni bila zaprta. Ne, tukaj bi izpostavil še eno stvar in sicer razliko, se mi zdi ironično, ne, v tem času imamo zdaj prehod vlade v Nemčiji, ne, kjer se nekako in Merz in Scholz znata poenotiti vsaj o ključnih zunanje političnih interesih, medtem ko pač recimo niti Američani tega ta trenutek niso zmožni, ne bi glih potegnil usporednice s Prvo svetovno vojno, no, ki tudi je bila Amerika šele kasneje potegnjena vanjo, ne, medtem ko v drugi se je pa zavestno izločila, ne, na začetku in se šele potem prišla in ravno zato, da je potem zagotovila to obdobje miru, ki ga je, kakorkoli pač je zagotovila ravno Amerika s svojim delovanjem pač po svetu po drugi svetovni vojni. Ne. Tako da tukaj je, se mi zdi, ta Trumpova retorika nevarna, sploh ob dejstvu, da bodo zavezniki, če ne morejo računati na Ameriko, pač poiskali tudi druge opcije, ampak to je konec koncev tudi za Ameriko slabo. Ne? Videli smo, da tudi Evropa, ko jo dregneš dovolj, ne, upajmo, no, zdaj bomo videli, kaj bo z tega ratalo. Pride potem teh 800 milijard. Pride vrh, evropski vrh o oboroževanju, ne, včeraj, ne, kjer je tudi Golob potem kar enkrat obrnil ploščo, kot smo že v začetku rekli. Ne. Dodajmo še, da je Evropska unija sprejela finančni inštrument v vrednosti 150 milijard za oboroževanje in še dodatnih 600 omogočila državam prek sproščanja fiskalnih pravil. Zdaj ne bi se spuščal v detajle, kako je to za prihodnje generacije. Zdaj, Jaklič je rekel še eno misel in sicer ne glede navezano na carine, je rekel, tam, kjer se posel, se pravi trgovina med državami konča, se začne vojna oziroma oboroževanje. To pa vsekakor drži. Vojna je takrat, ko ti nekdo z trgovanjem pride bolj pri roki mrtev kot živ. No in zdaj, to je lepa navezava na najno naslednjo temo, ker če kdo ne prenese, da se njegovi posli prekinejo, je pa to ljubljanski župan Zoran Janković. V bistvu tudi v tej podpori srbskemu voditelju Vučiću gre predvsem za posel, šele potem za neko politiko. V Ljubljani smo videli nov protest, drugi, ne, mislim, da je približno 3 tedne, 1 mesec vmes. Najprej pogledava malo, kako je to izgledalo na ulicah sredi tedna, pa greva potem naprej. Ja, ne, takole. Ja. Ne, množica ni prav velika, jaz bi si drznil reči še nekaj na vsebino in sicer zdaj, če prav razumem, po 1 mesecu se je resno odprlo vprašanje, na kakšni podlagi, na kakšni grafični glavi je v bistvu poslal Janković to pismo v Beograd. To ni vprašanje. Janković je imel novinarsko konferenco takoj potem, ko je bila v bistvu ta afera lansirana v javnost, ko je Vučić v bistvu razkril to njegovo podporo, ne, in Janković je že potrdil, podpisal sem se kot ljubljanski župan in podpisal sem se na dokumentu, ki nosi glavo mestne občine. Tako da več stvari mi kaže, da gre v bistvu tudi bolj za neko kuliso, ne, neko simbolno, precej votlo podporo srbskim študentom, kot za neko resno rušenje Zorana Jankovića. V bistvu, ja, zdaj, ko pogledamo te žalostne obraze, ne, se mi sicer zdi to zelo bleda senca protestov v Srbiji, oziroma zelo malo skupnega. Ne. Dodal bi še to. No. Bizarno se mi zdi, da je Ljubljančane na koncu proti Jankoviću razkurilo eno pismo Vučiću. Pa kakorkoli lahko simpatiziramo, pa ne simpatiziramo z Vučićem ali pa s protestniki, ampak zaradi enega pisma Vučiću zdaj protesti, ne, ko pa gre za kanalizacijo, ko gre za korupcijo, ko gre za spolne usluge, za urejanje službe in podobne stvari, takrat pa tišina, takrat pa ničesar, ne, in od tej točki bi izpostavil še eno stvar, ne, in sicer, da
ob vseh, zdaj se mislim, da že počasi bližamo 20 letom županovanja, ne, smo zdaj že v 19. Zorana Jankovića, se je eden redkih, ki se mu je v resnici postavil po robu, Aleš Primc, ne, ki je pa dosegel ravno ta teden tudi eno lepo zmago, ne, in sicer ravno s to svojo angažiranostjo, ki je pripeljal ljudi na upravno enoto, na zaslišanje glede zadnjega koščka, oziroma gradbenega dovoljenja za zadnji košček kanala C0, ki še manjka Jankoviću, da dejansko zadevo končajo, je uspel torej zadevo vsaj začasno zablokirati in zdaj čakajo na pravnomočnost torej Arsovih soglasij. Poglej, jaz postavljam tezo, da je Zoran Janković v sebi že sprejel odločitev, da je ta mandat njegov zadnji, da se naslednje leto poslavlja po skoraj 2 desetletjih, kot si rekel, od vodenja mestne občine Ljubljana. Treba je biti pozoren na njegove reakcije, na njegovo dinamiko. Zgodbe se mu sesuva se mu v bistvu ta zgodba z zadnjimi 100 metri kanala C0. Ljudje, čeprav v manjšem pa bolj medlem obsegu, vendarle protestirajo proti njemu, kar tudi v teh 17-18 letih ni bil primer, ne. Janković pa je človek ceremonij. Na hitro bom spomnil, odhod iz Mercatorja je pospremil praktično s solzami, rekel je, da njegove dekleta na blagajnah jokajo, ko on odhaja iz Mercatorja. Potem, ko je vstopal v državno politiko, se je pustil povabiti velikemu številu tako imenovanih uglednih meščanov, tudi to je bilo pospremljeno z močnimi čustvi in tako naprej. Prepričan sem, da ima enak scenarij tudi za ta, ne, po dolgih letih, za ta veliki odhod iz občine, bodi si v pokoj ali pa morda v Beograd, ne, in to bo pospremljeno na eni strani s konfliktom, se pravi z neko prekinitvijo njegovega razvojnega cikla od Stožic do recimo kanala C0, po drugi strani pa spet z močnimi čustvi, ne, češ konec je enega velikega, skoraj trampistično rečeno, zlatega obdobja Ljubljane pod Zoranom Jankovićem. Ja, jaz bi ob tem dodal še to, ne, da proti Jankoviću že mesece, če ne že lahko rečemo skoraj leta, protestirajo vsak mesec, ne, pod Primčevim vodstvom, pa ni tega praktično nikjer zaslediti, ko se pa takole par študentov nabere proti Jankoviću. Ja. Kako že blokirana Ljubljana. Tudi to, ta balkanizacija medijev, ne, ki se širi pravzaprav vse pore, se mi zdi, slovenske družbe, od Genija do KPK-ja, do Ribičevih poslov, na Darsu. Rekla sva, da bova dala še teh par primerov balkanizacije. Poglej, ne, Robert Golob je, zdaj smo preko Erarja to izvedeli, pred dnevi prijavil spremembo svojega osebnega premoženja, ko so ga mediji vprašali, zakaj točno gre, je v svojem slogu rekel, zasebnih stvari ne razlagam. Potem ga je predsednik KPK-ja pozval k tako imenovani proaktivni transparentnosti, oziroma lep citat, da razgrneš vse, kar imaš in te ničesar ni sram ali pa strah. In to neposredno povezujem še s podjetjem GEN-I, ne, ki je že prvi dan stopilo v velik konflikt, ko se je Erar prenovil, ko smo videli neka nova nakazila v tujino pa fizičnim osebam. Ok, prišlo je do napake pri 20-milijonski transakciji, ki je bila zavedena kot nakazilo fizični osebi. Kaj pa 130 000 evrov posojila, ki ga je GEN-I dal neki fizični osebi, to pa ne vemo. Na koncu bo najbrž obveljalo, da je vse skupaj ena velika pomota. Ne? Sprašujem se, ali je res pomota. Ne? Širši kontekst tega, ki ga vidim, pa je, poglej, dolgo časa neko javno trenje med KPK-jem, ki Roberta Goloba preiskuje v primeru Bobnar Lindau glede vpletanja v policijo, in mislim, da je to kljub njegovi suverenosti spor s precej negotovim izhodom za predsednika vlade. Tudi Matjaž Han, ko je bil tule pri nama, kakorkoli diplomatski, je recimo primer pred KPK označil kot potencialno prelomnico v odnosih v koaliciji. Če pa si omenil že ravno Dars, ne, tam pa medtem, ko gledamo medijske obnove dogajanja pred 3-4 leti, ne, Andrej Ribič nekako učinkovito, tudi z enim močno podporo velikih medijev, preusmerja pozornost od tega, kar počne sam. In te dni smo brali, ne, kako dva vodilna sindikalista Darsa pridobivata na plačnih razredih, postajata vodja avtocestnih baz, mislim, da Ljubljana Vransko, s po 200 podrejenimi, zato, ne, ker je na drugi strani eden od njiju član v nadzornem svetu in potrjuje vse Ribičeve odločitve, in na drugi strani, ker je vedno fino imeti poslušne in ponižne sindikate v tako velikem podjetju. Tako je, ne? Tukaj se zdi pravzaprav institucije in
državna podjetja se kolonizirajo. Ja. Še jaz imam težave z besedo. Tako da podrobnosti med početjem leve politike v Sloveniji in med početjem recimo Trumpa na neki simbolni ravni, to kolonizacijo, ki omenjaš, je v bistvu presenetljivo veliko. Ja, pa niti ne bi tega toliko na Trumpa vezal, ampak predvsem to, kako se gre od korita do korita. Ne? Če gre SDS od trdnjave do trdnjave, ne, posamezne volilne, gre Golob oziroma Svoboda od korita do korita. Dars si ga je lepo privatiziral zdaj Andrej Ribič, vodja volilnega štaba Svobode, z bratom delata najdražjo poslovno stavbo v Sloveniji za Dars, ne, z že omenjenimi sindikalisti podreja oziroma skrbi, da tudi v nadzornem svetu vse štima, ko rabi stvari naprej. Na SDH so inštalirali lepo Damirja Črnčeca, ne, in lepo počasi institucijo po institucijo teptajo ali pa podrejo, ne, to je prav ta vzorc, da bi nekako prišli še v en mandat, ker Golob očitno pač tako pravi, ne, potrebuje še 2 mandata, da si dovolj sprivatizira slovensko energetiko, da se tja lahko potem vrne kot neuničljivi energetski baron, ne, medtem ko je politična kultura čist na psu, ne, in če smo že pri balkanizaciji, no, ne, se sprašujem, iz te podalpske Srbije, ne. Ja, a bomo tudi, če že funkcionira država zelo po balkansko, a bomo tudi protestniki morda s časoma dobili kakšen bolj balkanski naboj, ali ne, bomo videli, ampak vsekakor je tudi to zelo tvegano, ne, če gledamo, kako se zadeve razvijajo v Srbiji, ne, skratka, ta teden smo lahko spremljali dogajanje v srbski skupščini, ne, to je bilo bakle in dimne bombe in tudi pretepanje, ne, vse. Sprašuješ, a je to vojno območje, a je to parlament neke demokratične države, pa kolikorkoli pač je morda ta demokracija v Srbiji nekoliko ošibljena, ne, in na drugi strani smo lahko spremljali potem pa spet to grandiozno ta lik voditelja Vučića, ne, ki je potem šel grandiozno v bolnišnico obiskati to poslanko, ki je bila poškodovana v Maš teh dve, pretepih. Ne, eno so visoko nosečo v 8. mesecu v bistvu peljali v bolnišnico zaradi tega dima, ne, ki ga je vdihavala, drugo je celo menda zaradi tega, ker je mimo glave priletela raketa, možganska kap. In potem si gledal na provladnih medijih zaskrbljenega Vučića na Pink TV-ju, ki je v bistvu s tresočim glasom, ne, podobno kot Robertu Golobu, ne kupim nobene emocije, tudi Vučiću je res ne, no, razlagal, kako so to vse neki teroristi in tako naprej. Moram pa reči nekaj, ne, take stvari so za opozicijo slabe. Nasilje kakršnokoli, tudi tole v skupščini, kaže popolno nemoč, kaže na to, da nimajo v ozadju nekega realnega voditelja, ki bi lahko Vučića zamenjal, ne, in dovolili so, in to je najslabše, kar so lahko študentom v bistvu naredili po dolgotrajnih protestih, da se je postavil na pozicijo moralnega zmagovalca Aleksandar Vučić. To je pravzaprav mojstrstvo, da jim je to uspelo. Čigar koalicija je, medtem ko je vlada padla, sprejela v tej isti seji 60, mislim, da med drugim podlago za ne vem kakšno milijardno zadolževanje. Skratka, vlada, ki ne obstaja, ki je ni, ne, je tukaj potrdila 60-70 zakonov, vse zato je tudi prišlo do vse te zmede. Rekel bi pa še malo večja slika geostrateška, potrjuje se analiza, ki jo je dal diplomat Laris Gajser pri nama v bonus epizodi. Tudi ta še vedno na razpolago, tako da se lahko pogledajo gledalci. Da je vse skupaj nekako na večji šahovnici povezano z usodo Kosova. Vemo, da Aleksandar Vučić izrazito na tej Miloševićevski struji, ki še vedno Kosova ne da, ne, ki pravi, da je Kosovo srce Srbije. Na drugi strani so tu apetiti velesil. Močna zagovornica v bistvu odcepitve oziroma samostojne avtonomne poti Kosova je Velika Britanija in ne Ana Brnabić, ko je tukaj sedela med sejo in so tudi njej švigale rakete okrog glave, je rekla, vi ste Kurtijevi plačanci, to so Kurtijeve metode, s tem je dala vedeti, da v bistvu vse, kar gledamo v Srbiji, na nek način je povezano s tem, kaj bo na Kosovu. Ne samo na Kosovu, lahko dodamo še širše tudi v Bosni in Hercegovini, kjer je tudi dramatično. Ne? Se pravi, potem, ko je sodišče predsednika te entitete Republike Srpske obsodilo na 1 leto zapora in mislim, da 6 ali 5 ali 6 let prepovedi delovanja v politiki. Ne. Imamo situacijo, ko je zdaj Dodik prepovedal delovanje institucij Bosne in Hercegovine na območju torej Republike Srpske, torej približno polovica države, ne, in hkrati podpisal ustavno izrazito sporne zakone, da te institucije torej sploh v Republiki Srpski ne ja, in obtožil Bošnjake v Sarajevu, da si želijo vojne v bistvu. Tako, ne, in hkrati šel jokat k Vučiću, ne, kako je to
kako je to, si želijo, vojno. Pričemer je on tisti, ki ves čas podpihuje to dogajanje v Republiki Srpski in on ruši to v navezi po svoje z Vučićem. Tako da tukaj je ta zadeva tudi bistveno bolj eksplozivna, kot si morda mislimo in bistveno bliže, kot si mislimo v Sloveniji. Predvsem to, pa če komu ni bilo še kakšno leto nazaj jasno, kako v bistvu Moskva vpliva na to področje, ker tudi mi živimo in na to našo soseščino, je zdaj povsem jasno, kako imamo na Balkanu pač te neke vazalne voditelje ali pa šerife pod vplivom Vladimirja Putina, ki destabilizirajo in širijo vpliv Rusije proti Sloveniji dobesedno. In kaj med tem v Sloveniji počnemo? Pogovarjamo se o penzijah izpred 12 let. Tako. Po spisu 2, ki ga je sprejela takrat Janševa vlada, brez glasu proti, je vsak upokojenec bil na boljšem za 125 evrov mesečno, kar znese v 12 letih 18.000 evrov več, kot bi dobili, če bi takratni zakon iz časa Ropove vlade obveljal. Kako je mogoče, da ti sicer zamrzneš padanje pokojnin leta 2012, kar je dobro dejanje, ker če ne bi bilo še slabše pozneje, in to priznam, eno leto predtem na referendumu skupaj s sindikati zrušiš pokojninsko reformo, kjer bi bil ta odmerni odstotek za 2% višji, torej bi bila odmera pokojnin višja. Potem pa še v tistem letu 12 pred sprejemom pokojninske reforme sprejmeš ZUJF. Kako je lahko pri vseh teh dejstvih, da na najnižji točki zamrzneš, pa še z ZUJF-om kombiniraš pokojnina naenkrat višja za 125 evrov? Tukaj imate lepo jasno prikazano, koliko več bodo dobili tako imenovani navadni upokojenci in koliko ta kulturna elita. Te dodatke se je zmeraj dodeljevalo. Najbolj radodaren z njimi je bil prav minister Simoniti, ki je v prejšnjem mandatu kar tako po lastni presoji dodelil 7 takšnih posebnih pokojnin. Zdaj, glede penzij par zadev. Torej, Janševa vlada je ustavila padanje pokojnin, ki bi sicer še naprej padale, če bi veljal prejšnji zakon. Zakon je bil sicer potrjen v parlamentu brez glasu proti, tudi z glasovi opozicije, mislim, celo vsi prisotni opozicijski poslanci tedajni so glasovali za. In je ta reforma je penzije rahlo dvignila, kot je lepo pokazal Andrej Hojvik v tem prispevku. Tako da, kar se tiče te reforme, kjer se očita ta znižanje odmernega prispevka, to je totalen bullshit. Zdaj, res je, da je bila takrat Slovenija v finančni krizi in da je pač vlada reševala te finance tako ali drugače pač z rezanjem, in so pač takrat bili porezani vsi, tudi upokojenci, in če ne bi tega naredila vlada, bi to pač naredila Evropska unija, ki bi poslala trojko na mesto pač slovenske vlade, če bi to naredili. In zdaj očitajo potem, zdaj pa ok, v redu priznamo, Nataša Sukič za razliko od Svobode vsaj prizna, da ta reforma ni bila problematična, ampak potem takoj, bi lahko naredili boljšo reformo, pri čemer so bili oni v vladi. Oni so v vladi že 3 leta, pa niso naredili boljše reforme, bili so nadkoalicijski partner Šarčeve vlade, niso naredili ničesar in Levica je imela vlado že tudi potem še praktično 7 let po tistem, ko je Janševa vlada tako rečeno zamudila priložnost za boljšo reformo, pa tega ni bilo, ker enostavno pač to ne gre. Zdaj, če pa pogledava, kdo strateško, pa malo skozi analizo, kdo dobiva ali pa kdo izgublja, da se o tem pogovarjamo, da sta si recimo 2 največji stranki to izbrali tudi kot nek začetek predvolilne kampanje, pa nisem prepričan, če kdo od tega sploh kaj ima. Kot si rekel, cel kup lukenj v tej naraciji leve sredine, največje stranke Svobode in tudi Levice. Na drugi strani vendarle dlje, kot smo pa šli v detajle, potem glede realnega stanja pokojnin, seveda, bila je finančna kriza, bil je ZUJF in podobno, vendarle se je izkazalo, da tudi ko je bil Janša na oblasti, so pokojnine v najboljšem primeru stagnirale, v malo slabšem primeru šle par procentov dol. In zdaj, če pogledamo pa še to, ljudje se na volilno nedeljo odločijo, grem za zmagovalcem večinoma, kaj je zdaj pa desni pol naredil s problematiziranjem in teh umetniških pokojnin ali pa s tem prepirom za leto 2012. 28 glasov so dobili v podporo razrešitvi Nataše Sukič. S tem so nekako utrdili podobo slovenske desne sredine kot neke žrtve, poraženke, ki ne more do ničesar učinkovito prideti, pa še zdi se mi polje pokojnin
glede na strukturo, demografijo tega volilnega, sicer ogromnega volilnega telesa, kar upokojenci so ponesrečeno. Tudi zgodba Desusa, ki ga zdaj sicer ni nikjer, ne, ampak to desetletje, 15 let Karla Erjavca, kaže, da je pač to ogromno volilno telo, 700, morda več tisoč, ne, profilirano bolj levosredinsko kot desnosredinsko, tako da realne koristi so res vprašljive, celo obratno. Rekel bi, da do neke mere SDS pa Janez Janša nasedata Robertu Golobu, ki zelo prozorno želi svoje zadnje leto mandata pokazati kot leto reform in zdaj se kar naenkrat na vagon tega, da se mi o resnih reformah pogovarjamo, usedla še SDS, ki bi lahko samo rekla, glejte, probite kaj narediti v zadnjem letu, pa se bomo potem na koncu nasmehnili, ko nič ne bo. Ne? Ja, ne, ampak se zdi, da je po svoje to del te polarizacije, ekipa najbolj slabi pravzaprav manjše stranke na obeh poljih, tako v opoziciji kot v vladi. Pa pa še eni zanimivi figuri ali pa manevru tega tedna, ne? Ta je čist svež od včeraj v bistvu. Ustavne spremembe, o katerih je Janša rohnel še na shodu upokojencev, res, da so bile to 3 različne spremembe. Ne? Je zdaj za eno od njih pa se umaknil nazaj, torej se vzdržal oziroma zagotovil, da so se njegovi poslanci vzdržali, da lahko sprememba, ki je sicer Janša v tej obliki ne podpira, gre naprej. Ironično, Nova Slovenija, ki pa je bila sopodpisnik teh sprememb, pa je zdaj glasovala proti. Gre za 2 stvari. Tukaj eno je imenovanje vlade v paketu, se pravi premier, ne, ki dobi mandat za sestavo vlade, pošle seznam vseh ministrov in namesto, da so potem potrjeni v državnem zboru, jih požegna bolj kot kurir v bistvu predsednik republike. In drugo, da kadar je interpelacija proti enemu od ministrov, v bistvu je interpelirana vlada v celoti, toliko čisto vsebinsko. Glede tega pa, za to isto stvar, o kateri si zdaj govoril, je 2 leti Janša obtoževal NSI, da je v bistvu rezervna koalicijska stranka, izdajalka desnega pola, ker se pogovarja z Golobom. Ne? Potem pa po mojih zanesljivih informacijah včeraj tik pred glasovanjem o tem obiskal poslansko skupino NSI-ja in prepričeval Jožefa Horvata, konkretno najstarejšega poslanca NSI, naj si NSI vendarle premisli in gre skupaj s Svobodo in z njim, z SDS-om, v te ustavne spremembe. Skratka, dvolično. Zakaj? Ne? Je pa tako naredil, to si pa lahko samo mislimo, najbrž pa teza, ki sva jo kdaj tukaj postavila o tem, da je komunikacija med njim in Golobom bolj živahna, kot si slovenska javnost misli ali kot sta Golob in Janša pripravljena priznati, ni kar tako. Ne. In ko smo že pri političnih igrah, povemo še to, ne, da je Miha Kordiš najavil oziroma nakazal, da je pripravljen nekako delati svojo novo stranko. Ne. Zdaj, ali bi ta stranka lahko prišla v parlament, lahko špekuliramo. Mislim, da je njen domet nekje tam do 2%, kolikor je tudi sam Kordiš dobil na predsedniških volitvah, ampak bomo še videli. Ne. Se strinjam, če bi bile razmere običajne v svetu, kar niso, bi celo rekel 1%, da se ujame tisto financiranje, da potem vsaj eden dobro živi od tega volilnega izida, morda 2, zato ker mu grejo tematike, se pravi trošenje za obrambo in ogroženost sociale in tako naprej, kar precej na roko. Rekel bi na hitro, vidim 2 scenarija, se sva doskrat že to rekla, ali monolitno levo vlado, trenutno, ali pa levo vlado s kakšno desno-sredinsko primesjo, naprimer Logar, NSI in še kdo. Ne, in mislim, da bo tukaj Miha Kordiš igral, tudi če ne pride blizu parlamenta, neko igro drobljenja glasov na levici, kjer bo lahko morda ravno, ne vem, kakšno Svobodo toliko znižal, da bo vendarle kdo drug premier na koncu. Ne? Morda pa mu to vendarle uspe. Ne? Zdaj, če dodamo še to, da ta teden sem se sprašal, ko sem gledal, a mi letnico narobe kaže, ali se narobe spomnim, kdaj so bile poplave. Ne? 2 leti in pol. Po uničujočih poplavah, ne, avgusta 2023, so ta teden podrli prvo izmed 350 hiš. Pazi, ne zgradili kaj novega, podrli. Podrli in hkrati naredili močno PR-ovsko potezo, ker je gospa, ki je dobila sicer odškodnino in lahko kupila stanovanje, in potem pohvalila gospoda Šefica, ne, in posredno s tem tudi vlado. Ampak da ne bomo samo pri teh, ker če bi človek poslušal praktično celoten podcast, bi ga lahko že mal zažile rezati, v depresijo. Ja. Ne, sploh, če bi še ostale novice, ki so pretežno ta teden zastopale prva mesta na naslovnicah. Ne, tako da, dajmo povedati še par pozitivnih stvari. Za nami je pustni teden, ne, skratka, kurenti in ostale pustne maske so pregnale zimo in obudile to neko slovensko tradicijo. Ne. Pri Sežani smo odkrili novo, edinstveno kraško jamo, ki sega do Italije. Ne, na otok Santorini se vračajo prebivalci, potem, ko so nekako potresni sunki
umirjajo in kaže, da hujšega potresa tam vendarle ne bo. Papež Frančišek ni več v kritičnem stanju. Avstrija ima novo vlado, ki je, lahko rečemo, poenotila zmerne sile avstrijskega parlamenta. Pogumni Avstralci so preprečili vstop najstniku s puško in ga pridržali do prihoda policije. In če dodamo še zgodbo Avstralca, ki je sicer ta teden umrl, ampak v svojem življenju, mislim, da skoraj 80 letih, vsakih 14 dni daroval krvno plazmo in s tem rešil In pazi, še ena pozitivna novica, projekt Zanima.me, medijska platforma se vendarle bliža svojemu cilju, torej delovanju nekje v aprilu, še vedno pa seveda zbiramo prve naročnike, še vedno ste lahko med tistimi prvimi, ki bodo že od samega začetka zraven, tistim, ki so omogočili, da je projekt dejansko zaživel v praksi. Tako ustvarjalcem Safarija in razširjeni ekipi torej zaupajo, da se je v preteklosti že izkazala in da gre za medijski projekt, ki je vreden torej kot neodvisen vašega zaupanja. Hvala vsem, ki ste to že naredili, brez vas tako ne bi šlo, povabite pa seveda še koga. Ja, in še zelo kratek čas imate, da ste med res tistimi prvimi, ki so podprli zadevo še preden je dejansko dokončno ustala. Skratka, če ste že med tistimi, ki podpirate, pa lahko morda kakšno priporočilo opremite tudi s ključnikom Zanima.me, kakšne bolj domiselne, morda vključimo tudi v katero od prihodnjih oddaj. Tako, mi smo nazaj, morda prej kot si mislite, do naslednjič. Nasvidenje. Lep pozdrav.